Smo za ustvarjalnost in inovacije ter proti preživelim in prežvečenim vzorcem delovanja in vodenja naše hiše, pri katerih vztrajajo ljudje brez potrebnega znanja in vizije. Zato smo proti uničevanju temeljev naše skupne hiše. Smo za boljšo RTV Slovenija, ki bo trden gradnik naše skupne evropske demokracije ter spoštovanje dostojanstva in univerzalnih človekovih pravic. Smo za zaupanje vredno RTV Slovenija v sodobni, pravični in dobro informirani družbi v državi sredi Evropske unije in to dodajamo k tej priložnosti, ki ni več obdana s cinično in nečloveško rezilno žico. Hvala. Hvala lepa. Predvsem pa hvala tebi in tvojim kolegicam in kolegom za pogum, ki ga kažete v zadnjih tednih in mesecih. Pogum, ki se je pripravil tudi kot edina beseda na nalepki, ki se je znašla od ne vem od kje v predverju in atriju ZRC in je na voljo tukaj pred nami in pa zato, kar vas, bojim se, še čaka, dokler se stvari končno ne uredijo. Naša kolegica Marina Lukšič-Kacin je to povedala tudi na srečanju v ponedeljek. Ja, bil je zelo lepo, najlepša hvala. Povzela tudi stališča naše hiše in pa ne kot v obup ali pa ne kot izraz pretirane skrbi, ker verjamem, da se bodo stvari uredile, bi ti zdaj izročil simbolno darilo. Neznanci so nam ponudili en del rezilne žice in celo preverili, ali paše na glavo prej omenjenega kalinovega piskača, tako da dovoli, da ti to izročim, boš pa potreboval za to posebno opremo. Tukaj so navodile za uporabo, nekaj več sam to lahko kasneje. Torej, rezilna žica je dejansko to, kar ime pravi, ne, zato se je potrebno ustrezno opremiti. Ne. Torej, ne toliko kot rečeno v pretirano skrb, kot pa v opomin. Najlepša hvala. To ne pričakuješ, da se to dam na... Ne, karkoli boste ti ali kolegi s tem naredili, je potem zdaj vaša odločitev. Naša se je zdaj v tej točki za danes ali pa za nekaj dni na tej točki zaključila, kot rečeno, in s tem tudi res dokončno in simbolno odstranjujemo rezilno žico iz prostorov in fasad ZRC SAZU in zato bo počasno tudi ta žica izginila. Vam pa seveda najlepša hvala, da ste bili pri tem dogodku z nami in da ste nas spremljali seveda. V današnjem dogodku smo želeli združiti dve stvari. Najprej smo želeli opozoriti, da je na mejah še vedno žica in da pa smo po drugi strani zadovoljni, da se je nova vlada odločila za to, da jo umakne. Po drugi strani smo pa v pripravi na ta dogodek simbolno umikanje žice ugotavljali, da pač obstajajo prostori v Sloveniji, ki so še vedno okupirani. Da je ta hip najbolj na udaru javna televizija in radio in smo na ta način želeli opozoriti na to, da tega ne podpiramo oziroma da temu nasprotujemo. Zato smo
kolegice in kolegi na televiziji predvsem podprli z tem simbolnim preostankom žice, upajoč, da ga bojo oni kot štafeto lahko zelo hitro predali naprej neke ustanove, ki se bo morebiti, upam, da ne, ampak morebiti znašla v podobni situaciji. V tej priložnosti se tu znašla tudi nalepka z dečkom, Kalinovim dečkom s piščalko. Ja, pač to pa je zasluga neimenovanih oziroma neznanih umetnic in umetnikov, ki so Kalinovemu dečku v Tivoliju nadeli to krono iz rezilne žice. Ali je zdaj to bila sugestija tudi za kolegice in kolege na radio, televiziji, težko presodim. Je pa res, da je beseda pogum ta hip verjetno najboljša beseda za to, kar počnejo naše kolegice in kolegi na Kolodvorski.